se slišimo. Lep pozdrav vsem uporabnikom Roga, vsem, ki nas spremljate preko frekvence Rogovileža in vsem, ki nas spremljate trenutno preko valov Radia Študent na 89,3 MHz. Pravkar bomo pričeli s pripovedovanjem pravljic, zato vas vse lepo vabim, da se nam pridružite v tovarni Rog na dvorišču desno, kjer se bo danes vrstilo kar nekaj špikarjev, natančneje 4 špikarji Radia Študent, ki bodo pripovedovali pravljice, kot gre tudi tradicija Radia Študent. Sledi pa že naslednja zgodba, ki jo bo povedala Valentina. Se slišimo? Je v redu takole, ne? Evo, gre za eno zgodbo, ki se ji reče Dežela brez grobov. Za vse tiste, ki mislijo, da so nesmrtni, pa se obnašajo tako, da ne bojo nikoli šli na tisto poslednjo sodbo, ne? No in dogajala se je v nekem kraju, ne prav daleč od tukaj, in tam sta živela mož in ženska. In ta dva sta se ljubila tako močno, kot se na tem svetu ljubijo res redko katere duše. V bistvu sta se ljubila tako močno, da sta se iz te silne ljubezni kar vzela. Sta se poročila in živela srečno do konca njenih dni, kajti po enem tednu je ženska umrla. No, mož pa ni vedel ne kot nekam, brez nje se je počutil čisto samega in zaprl se je v hišo. Vsi so mislili, da je šel po njenih stopinjah, kajti 10 let ga ni bilo na spregled, nihče ga ni videl. Po 10 letih pa je povsem nepričakovano odprl vrata, se postavil na prag in zakričal: življenje, tega mi ne boš več storilo, nikoli več mi ne boš vzelo česa, kar mi pomeni toliko. Pojdem v svet in poiščem tak kraj, kjer nikoli nihče ne umre. Pa je šel in je hodil dneve, noči, prehodil je doline, obale, spal je na najvišjih vršacih, kjer ga je bril mrzel severni veter, zbujal se je v mokri tajgi, ampak nič ne. Ne se je še tako trudil, ne je še tako napenjal oči tazga kraja, kjer ne bi našel vsega samcatega groba, takega kraja pač ni našel. In ko je bil že na tem, da se skoraj vda, da podleže tej zlobni usodi, se je znašel v eni puščavi. In v tisti puščavi je prepekalo sonce, bil je brez vode že več kot 3 dni, hodil in je mislil, da zdaj bo pa tudi on tukaj našel svoj konec. No in bolj je hodil tistemu svojemu koncu naproti, pa zagleda tam tisto belo piko na obzorju in misli najprej, to je fatamorgana, ampak ne, bolj je šel bližje, bolj je ta pika postajala večja in realnejša in na koncu ugotovi, da gre za pravcato mestece. Ampak ne samo eno tako navadno mestece, tako belo, visoko, ki se je s svojimi kupolami pelo tam v zrak in se bleščalo v barvah zahajajočega sonca. No in pride do mesta, ga obhod z leve, ga obhod z desne, nej se še tako trudi, nej še tako napenja oči, ne najde niti enega samega samcatega znaka, bil tam kdorkoli pokopan. Pa se odloči, da stopi tudi v mesto, gre noter in bolj se ozira na levo, na desno, naprej, nazaj, pred njim sami zdravi ljudje. Pa ne samo zdravi, taki mladi, močni, brsteči od zdravja, tako kot kakšno zdravo škotsko govedo. Prav tako so izgledali in fant ni mogel verjeti, kaj je zdaj s to auro zdravja v tem mestu, pa se je odločil, da zadevo še malo razišče in je potrkal na prva vrata, ki so mu prišla pod korak, kajti večerilo se je že, odprl mu je pa sam šejk te dežele. Ta šejk je bil pa tako malo je na Budo spominjal, imel je tak velik trebuh, črne lase in črno brado. Kar malo nevaren bi izgledal, če ne imel na sebi tistega takega navizljivega nasmeška. Tudi on je bil tak lepo rejen, fajn se je počutil. Ga je povabil k sebi, mu je dal prenočišče in res mladenič je zaspal takoj, pa je že bilo jutro naslednjega dne. Se zbudi, pogleda čez okno, tam vidi cvetočo lipo sred puščave, neverjetno. Tista aura zdravja se je tudi njega že naselila, pa se napoti dol v jedilnico. In tam ga pa že čaka šejk z zajtrkom in na tisti mizi, na kateri je bil zajtrk, se šibijo same dobrote, melone, lubenice, grozdje, dadli, pa še ena taka pečenka ima zraven. Ampak to ni bila pečenka, ki je bila preveč zalita, nezdrava, polna maščobe, ampak taka prav fino zapečena. A veš, ki prav malo zahrusta po bliždežvanju, no? Takrat pa mladeniču ni več dal miru in je rekel, kar bi rekel temu šejku, je rekel, pa
Vi imate res srečo, ne? To mesto je tako, tle sred puščave, vse je zeleno, vse cveti, rastline rodijo. Ja, hvaljen bodi Allah, da je temu tako, je odgovoril šejk. Pa še kar neko, ne, pa nadaljuje, pa reče pa, vsi ljudje so tako srečni, a ne, pa zdravi, ki pijo od zdravja, prav nobenega, ki bi mu kaj manjkalo, ali pa kakšnega starca recimo ni med njimi. Ja, hvaljen bodi Allah, da je temu tako, je spet odvrnil šejk, no, na kar se je pa mladenič odločil, da bo kar naravnost ustrelil. Pa je rekel, a bi jaz lahko videl tvojega očeta mogoče? Ja, pa reče šejk, ja seveda, ni problema, tamle je, tisto tamle je njegova noga, reče in pokaže na pečenko. Ostalo pa je tamle na polici. Pokaže na une pridelke, dimljene salame tam na polici. Mladenič je uspel izdaviti samo še en velik A in je čakal do večera, prav potuhnjeno tam v enem kotu in poljo je prav tako po slovencelsko, bi lahko rekli, podurhal nazaj v zavetje varnih in domačih grobov. Hvala.